Spoštovana gospa ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, gospa direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj, cenjena dekanja veterinarske fakultete, profesorica dr. Breda Jakovac-Strajn, dragi kolegi in dragi gostje. V imenu vodstva Veterinarske zbornice vas prav lepo pozdravljam na Slovesni akademiji. Le-to smo zdravljico prav lepo začeli in zato se zahvaljujem profesorici Janji Hvala z Glasbene šole Moste-Polje za lepo odpeto pesem. Sedaj pa prosim našega predsednika Veterinarske zbornice, Toma Vankmüllerja, da nas lepo pozdravi in nagovori. Tomo, prosim. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, cenjene gostje, iskreno hvala lepa, danes je zelo lep dan. In če lahko del tega dneva preživiš v družbi tako eminentnih ljudi, je potem ta dan popoln. Volitve so ena reč, ki se zgodi po naših pravnih aktih vsake 4 leta. To se je zgodilo v obdobju november in december in 19. decembra smo na spletni skupščini potrdili naše mandate. Ob volitvah se mi pa zdi prav, da se ustavimo, ker vi vsi, ki niste veterinarji, hitite 300 na uro, mi veterinarji pa prav tako. In v tem doseganju tistega, kar pač se najverjetneje niti ne da doseči, popolnosti, zelo velikokrat pozabimo nase najprej, na svoje bližnje takoj zatem, predvsem pa pozabimo tudi na kolege. Skrbimo za živali, se nesebično razdajamo, poleg nas se pa dogaja, da nam kolegi izgorevajo, pa to ne opazimo. In zato se mi zdi prav, da se vsaj ob takih dogodkih ustavimo, pogledamo tudi nazaj in se zahvalimo. In rečemo hvala, hvala vsem, hvala nam. Izzivi, ki nas čakajo, mi smo šolani za to, da rešujemo izzive. Kužne bolezni za nas ne predstavljajo nerešljivih stvari. Nam je to sicer izziv, ampak smo za to usposobljeni. Kot ste na prejšnjem slajdu lahko videli, delamo na izjemno raznolikih področjih. Zelo smo si različni karakterno, tudi fizično. Vsi smo se pa šolali pri naši dekanji in smo tam končali veterinarsko fakulteto. In smo vsi veterinarji in to, da smo veterinarji, nas je zaznamovalo že, ko smo bili mladi ljudje in smo se odločali za ta poklic. Ko pridete na 3/4 mrtvi domov, od dela in utrujenosti, vas vaša partnerka in partner razumeta. Seveda, zato ker vas ljubita in vas razumeta. Ampak v bistvu, v celico vas pa lahko razume samo vaš kolega veterinar. In zato, ker smo vsi veterinarji, ker se vsi trudimo za dobrobit, zdravje živali, posredno ljudi in okolja, zato bomo tudi na tem področju se močno prizadevali, da se razumemo, ker to, da se pogovarjamo, nas loči od naših pacientov. Tako bomo naprej. Hvala lepa, da ste danes tukaj z nami. Lepa hvala, gospod predsednik, za te lepe in tudi motivacijske besede. Zdaj bi pa k besedi lepo povabila našo ministrico, gospo Matejo Čalušić. Prosim. Spoštovani predsednik Veterinarske zbornice, gospod
Bank Müller, cenjeni nekdanji predsedniki, direktorji, vsi danes prisotni člani zbornice, dragi kolegice in kolegi veterinari ter vsi ostali. Veseli me, da smo se danes zbrali na prvi slovesnostni akademiji Veterinarske zbornice Slovenije in to je prav poseben trenutek, saj obeležujemo ne le začetek novega poglavja v delovanju zbornice, temveč tudi priložnost, da pregledamo dosedanje dosežke, ki jih ni malo ter pogumno stopimo naprej, novim ciljem naproti, če se nekoliko tudi navežemo uvodoma na to, da se ustavimo, da se pogovorimo, da naredimo refleksijo in da lahko bistveno bolj pogumno in preudarno zakorakamo naprej po novi poti, ker ni malo izzivov, kot je bilo že povedano, pa vem, da se jih vsi, vsak na svoj način veselimo. Naše dosedanje sodelovanje je bilo vedno zelo konstruktivno, saj imamo več skupnih ciljev, proti katerim stremimo. Skrb za zdravje in dobrobit živali, zagotavljanje prehranske varnosti ter predvsem zavedanje, da zdravje ljudi, domačih in divjih živali, rastlin in ekosistemov so tesno povezani in so odvisni tako globalno kot tudi v vseslovenskem prostoru. Ob tej priložnosti bi se rada iskreno zahvalila nekdanjemu predsedniku, izrednemu profesorju dr. Ožbaltu Podpečanu za predano vodenje zbornice v preteklih letih. Njegovo strokovno znanje in angažma so nedvomno pripomogli k temu, da imamo danes zbornico, na katero smo lahko še bolj ponosni. In kot sem že povedala, iskreno tudi čestitam novemu predsedniku Veterinarske zbornice in mu želim res veliko uspeha pri njegovem delu in prepričana sem, da bo zbornica tudi v prihodnje nadaljevala svoje poslanstvo uspešno in da bo pripravljena na konstruktivno sodelovanje z našim ministrstvom, tako kot do sedaj tudi v prihodnosti. Verjamem, da v teh časih, ko nam po Evropi in svetu pretijo različne bolezni živali, ne bo zmanjkalo izzivov in možnosti za sodelovanje, zavedamo pa se tudi, da se veterinarska stroka sooča s temi izzivi. Bolezni kot so kuga, drobnice slinavka, parkljevka, afriška prašičja kuga ter ostale bolezni in hiter odziv, ki je predvsem pomemben v primeru tveganj, ker sta vaše znanje in vloga resnično neprecenljiva. Na ministrstvu trenutno pripravljamo nov zakon o zdravju živali, verjamem, da ste tudi že kar nekaj slišali v zadnjih dneh, ki bo uvedel jasnejša in sodobnejša pravila za obvladovanje prenosljivih bolezni s poudarkom na preventivi in odgovornosti samih izvajalcev dejavnosti. Predvsem vedno pozivam, tako javno kot morda tudi kdaj neformalno, da dajmo se vsak na tistem področju, ko smo se odločali za svoje poslanstvo, da imamo vsak svoj del odgovornosti in ne prenašajmo jo na druge, ker je to bistveno lažje in enostavnejše in na ta način bomo tudi delovali. Ob tem bi se vam rada zahvalila za vso vsebinsko podporo in sodelovanje pri pripravi tudi samih predlogov. Velikokrat pa, ko imamo kar nekaj odprtih vprašanj in čustvenih trenutkov, tudi medijsko izpostavljenih, kar je bilo v zadnjih tednih kar precej medijsko obarvano, pozivam tudi vse ostale deležnike v samem procesu, da se zaustavijo, da poslušajo stroko, da razumejo ravno v tem duhu, ko se velikokrat čudim in spoštujem vašo predanost do dela, ki ni enostavno, ker razumemo, da imate opravka s čutečimi biti, pa vendarle ste se izšolali za to, da je stroka tista, ki pove, kaj je najbolje za dobrobit živali, zdravje živali in na koncu zdravje ljudi. Jaz upam, da bo današnji dogodek prostor za odkrit pogovor, izmenjavo izkušenj in utrjevanje predvsem vezi med nami in z veseljem spremljam razvoj veterinarske stroke v Sloveniji in se veselim vsega, kar bomo dosegli skupaj v bodoče. Najlepša hvala. Prav lepo se zahvaljujem ministrici za nagovor in te spodbudne besede za delovanje zbornice naprej. Sedaj bi pa prosila gospo
generalno direktorico z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, gospo Vido Znoj, da se nam prav tako pridruži tukaj. Prosim. Cenjeni kolegi, dovolite da vas v imenu organa, ki ga vodim, in svojem lastnem imenu pozdravim na slavnostni Akademiji Veterinarske zbornice Slovenije v tem čudovitem ambientu Dvora Jezeršek. Veseli me, da smo se zbrali v tako velikem številu, kar jasno priča o tem, kako pomembna je veterinarska zbornica za nas veterinarje, veterinarsko stroko in veterinarski poklic. Veterinarska zbornica Slovenije ne samo, da zastopa in uveljavlja poklicne, ekonomske in socialne interese svojih članov, temveč hkrati skrbi tudi za kakovostno delo svojih članov ter za zaščito njihovega ugleda. Pomaga jim pri poklicnem delu, spodbuja njihovo medsebojno sodelovanje ter si prizadeva preprečevati nesoglasja oziroma reševati spore na miren in dostojanstven način. Takšni dogodki, kot je današnji, so vedno priložnost, da se ozremo na pretekle dosežke in hkrati na naloge, ki nas čakajo v naši prihodnosti. Podpiram vaša prizadevanja za visoko strokovno usposobljenost in etičnost ravnanja veterinarjev, ki so vedno bolj pod drobnogledom zainteresiranosti javnosti. Ključno je, da kot stanovska organizacija svojim članom zagotavljate kontinuirano pridobivanje novih znanj, ki so glede na pestrost dogajanja na veterinarskem področju še kako pomembna. Če kdaj, je danes pomembno, da stroka ustrezno skrbi za ugled in čast veterinarskega poklica ter za zagotavljanje visokih standardov v veterinarski medicini. Pri tem pa moramo ostati odprti za konstruktivni dialog z drugimi, četudi ne vedno enako mislečimi. Današnji dogodek je tudi priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, da je zbornica danes takšna, kakršna je. Zahvala gre tako bivšim predsednikom, kakor tudi direktorjem oziroma vodstvom zbornice v preteklosti. Na koncu bi želela poudariti, da je veterinarski poklic izjemno pomemben za družbo. Veterinarji skrbimo za zdravje in dobrobit živali, kar ima pa neposreden vpliv na samo zdravje ljudi in tudi okolja. Naša ključna vloga je zagotavljanje varne in kakovostne hrane, ter naša vloga je pomembna tudi pri preprečevanju širjenja bolezni. Zato je pomembno, da še naprej vlagamo v razvoj in napredek veterinarske stroke. Upam in verjamem, da bo sodelovanje med nami in zbornico tudi v prihodnje potekalo v iskanju rešitev in ne problemov, v konstruktivnem dialogu ter z vedenjem, da smo najmočnejši, kadar smo povezani. Hvala za vašo pozornost. Lepa hvala gospe generalni direktorici za vpogled v naše delo in tudi seveda odgovornost, ki jo nosimo do družbe in ljudi ter živali nasploh. Svojo strokovno pot smo vsi začeli na veterinarski fakulteti, na katero verjamem, da nas vežejo lepi spomini in pa predvsem dragocejna prijateljstva. Zato prosim še dekanjo veterinarske fakultete, profesorico dr. Bredo Jakovac-Strajn, da nas pozdravi. Prosim. Spoštovane kolegice in kolegi, cenjeni gostje, v veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, ki upravlja tudi dela Nacionalnega veterinarskega inštituta. Hvaležni in ponosni smo na naše sodelovanje z Veterinarsko zbornico Slovenije.
Hvaležni zato, ker se vsi naši študentje praktično izpopolnjujejo pri številnih veterinarjih na različnih področjih po celi Sloveniji. In ponosni smo zato, ker smo v prejšnjih letih speljali nekaj dobrih skupnih projektov, med drugim anketo o zadovoljstvu veterinarjev v Sloveniji in pa lani smo tudi skupaj z upravo izpeljali 8. slovenski veterinarski kongres. Prepričana sem, da bomo še naprej vsi skupaj gradili trdno in močno povezano veterinarsko stroko. Hvala lepa. Lepa hvala še gospe dekani. Sedaj je pa čas, da malo predahnemo. In sicer glasba zmeraj lepo ogreje srce in poboža dušo. Zato ponovno vabim gospo Janjo Hvala, da nam zapoje znano Avsenikovo Moj rodni kraj. Prosim. Lepa hvala gospe Janji Hvala za krasno pesem, ki ne dvomim, da nas je popeljala v čas naše mladosti in utrnila marsikateri lep spomin. Sedaj pa so na vrsti zahvale za predano delo vseh bivših članov vodstva Veterinarske zbornice. Prosim lepo, gospod predsednik, besede. Naša moderatorka je lepo povedala, da smo se spomini vrnili v mladost. Ko smo mladi začeli delati, smo najprej bili tako zagnani, da je bilo treba iti v Idrijo, odpreti rudnik, nakopati živo srebro, narediti termometer, pa potem začeti. Ampak potem pa slej ko prej ugotoviš, da to ni tako in da je treba samo spoštovati delo ljudi pred teboj in to delo z vnemo in zagnanostjo nadaljevati. Ker se seveda vse ni začelo z nami, ker so pot nam tlakovali kolegi že pred nami, je prav, kot sem na začetku povedal, da se ustavimo, pogledamo nazaj in rečemo hvala. In zato v ta namen smo pripravili posebne plakete, slavnostne, ki jih bomo zdaj posameznikom podelili. To sem moral zato povedati, da se fotograf lahko pripravi. Jaz bom pa začel. Najprej bomo to
se zahvalili in podelili direktorjem. In najprej je bil direktor naše veterinarske zbornice Stane Knez. Hvala lepa. Naslednji naš direktor je bil gospod Jernej Lenič. Prosim. Smo se veliko naučili, še ko smo bili mulci v srednji šoli in potem na zbornici. To so lepi spomini. Hvala. Hvala. Ne smemo pozabiti, da je zbornico vodila en kratek čas tudi naša kolegica Urška Trebovc. Prosim. Desni, čakaj, slikati se moram. Še eno više. Prvi predsednik veterinarske zbornice pa je bil Franc Kovač. Povabili smo ga na ta slavnostni dogodek, ampak se je opravičil zaradi zdravstvenih razlogov. Poslal mi pa je pismo, napisano na roko, in želim, da ga prosim prebereš. Takole pravi. Spoštovani predsednik Tomo Vankmuller, hvala za prijazno vabilo za zbornično slavnostno akademijo. Žal sem zdravstveno bolj šibak in ne bom mogel priti. Želim ti uspešen prevzem pomembne funkcije in veliko uspehov. S spoštovanjem, Franc Kovač, Griže, 22.1.2025. V njegovem imenu smo prosili Urško, da bo prevzela plaket. Seveda najlepša hvala za vabilo. Zelo bil vesel. Hvala lepa. Moj oče se zahvaljuje za vabilo. Bil je prijetno presenečen in nepresenečen tudi. Seveda dolga leta je že, odkar je iz zbornice. Tako da, hvala lepa. Prosim. Naslednji predsednik veterinarske zbornice je bil naš kolega Viktor Štokojnik. Hvala za vabilo in da ste se spomnili.
Naslednji predsednik veterinarske zbornice je bil docent dr. Borut Zemljič. Moj predhodnik pa je bil izredni profesor dr. Ožbalt Podpečan. Ker pa nekatere stvari ostanejo, ker so vsi ti kolegi, ki smo jih že poklicali na oder, predano, velikokrat na račun svojega prostega časa, na račun časa, ki je namenjen družini in še komu, žrtvovali za zbornico, želimo, da nekaj tudi ostane in zato se je zbornica odločila, da, spoštovani Ožbalt, dobiš eno umetniško delo, ki ga je ustvarila akademska slikarka, gospa Stupar, to je žena od našega kolega, in se ti še enkrat iskreno zahvaljujemo. Še enkrat, poleg službe in poleg vseh ostalih obveznosti je nekaj časa treba nameniti tudi temu. Spoštovanja kolegica, spoštovani kolegi, iskreno hvala lepa za vaš trud, da smo po vaši prehojeni poti prišli do sem. Hvala. Ob koncu zime komaj čakamo na pomlad in prve tople sončne žarke. Zato bo naslednja pesem več kot dobrodošla. In vsi jo prav gotovo poznate. Zimzelena. Ne čakaj na maj. Prosim, gospa Janja, hvala. So rožniti cveti.
Še enkrat lepa hvala gospe Jani, verjamem, da nam je pobožala v dušo. Predragi gostje, prišli smo do konca današnje slovesnosti, ki pa, tako kot pomlad, naznanja nek nov začetek. Prosim predsednika zbornice, da zaključi akademijo. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, to je bil namen, da se sestanemo, da se družimo. Akademija pomeni tudi kaj drugega. Pomeni prostor izmenjave mnenj, pomeni prostor izmenjave izkušenj, pomeni svobodo govora in duha. In v tem duhu vas vljudno prosim, nadaljujemo eno nadstropje nižje. Hvala lepa, s tem je akademija zaključena.